Danes nadaljujemo s tem našim ciklom predavanj na izbrane teme iz obdobja socializma. Jaz sem zelo vesela, da je danes z nami dr. Nina Vodopivc, raziskovalka z Inštituta za novejšo zgodovino, sicer pa socialna antropologinja, katere zanimanje je že več let pravzaprav to doživljanje industrijskih delavcev, delavk, predvsem pa potem te družbene spremembe, o katere smo ravno kar govorili. Ja, kot rečeno, Nina je ravno kar izdala knjigo s prav takim naslovom, kakršen je naslov današnjega predavanja, tako da Nina, jaz bi ti predala besedo, prosim, po predavanju pa lepo prosim še kakšno mnenje, vprašanje, kakorkoli že. Najlepša hvala. Ja, hvala lepa. Izvoli. Lepo pozdravljeni. Jaz bom tukaj, kot je že napisano na naslovu, danes se posvetila predvsem temu socialističnem obdobju. To je eno izmed poglavij v moji knjigi. Ampak najprej bom začela pri koncu s propadom tovarne in doživljanja izgube. Skoraj 20 let, kot je Želena omenila sprednjo, doživljanje industrijskih delavk in delavcev o družbeno-političnem preoblikovanju. Najprej sem se zanimala za čas tranzicije, spremljala sem prve stečaje, predvsem bolj podrobno prestrukturiranje v proizvodni pri delnici Litije, takrat sem se za kratko čas tudi v sami proizvodni zaposlila. Delnica Litije še danes ostaja ena izmed redkih tekstilnih tovarn, ki še deluje. Takrat sem napisala knjigo Labirinti postsocializma, kjer sem se zanimala za socialne spomine tekstilnih delavk in delavcev na socializem. Problematizirala sem tudi sam proces konstruiranja spominov, se pravi, te časovne upetosti spominov tako v preteklost, sodobnost kot v prihodnost, samo ideja tranzicije oziroma doživljanje tranzicije, kot sem rekla podrobneje, doživljanje razvrednotenja industrijskega dela v preddelnici Litija. V nadaljevanju sem podrobno spremljala preoblikovanje politik na trgu dela, zaposlitvenih politik socialnega varstva, vedno bolj me je zanimalo tudi, kakšnega novega človeka oziroma nov tip osebnosti zahteva nov družben čas, to se pravi čas družbe tržne racionalnosti. Vsak čas svojo družbeno ideologijo in političnim ekonomskim sistemom predpisuje določene načine obnašanja, nek model bivanja in delovanja. Čeprav ne je dokončno, so to vendar pač neke smernice, v katerih naj bi ljudje delovali. Industrijsko delovstvo se je nove države soočale s koncem industrije, temveč tudi socializma, kar pomeni, da so se deindustrializacija in industrijska preoblikovanja prepletali s postsocialističnimi transformativnimi procesi in da ranljivost ljudi ob deindustrializacije treba obravnavati številnimi drugimi oblikami ranljivosti, s katerimi so se soočali, kot na primer zaostrili so se bivalni pogoji tega bivanja ljudi, padal je življenjski standard. Po eni strani so me zanimale subjektivno doživljanje ljudi, po drugi strani odnos širše družbe do njih in kakšno vlogo so industrijskemu delovstvu predpisali nove politike. V knjigi, tu se ne bo nikoli šivalo, se osredotočam na to, kako ljudje sami pripovedujejo o svojem doživljanju izgube dela in tovarne. To na primeru oblačilne tovarne Mura. Zanimajo me subjektivne izkušnje, to se pravi ljudi, ki so sami v vzponu padli doživljali na svoje lastni koži. Predvsem gre za generacijo, ki so v 80-ih letih zaposlile in so bile zaposlene v Muri do leta 2009, ko je šlo Mura prvič v stečaj, nekateri so ostali v preoblikovanem podjetju kot Mura do leta 2014, ko so doživeli drugi stečaj, nekateri so takrat morali oditi, drugi so pa ostali še v tretji različici Mure Arona do leta 2019. Mura me je zanimala kot primer nekoč uspešne in cvetoče tovarne, ki je zaznamovala številne generacije s svojimi vizijami, aspiracijami in pa vezmi pa dejansko celotno regijo. Ampak to Murino zgodbo postavljam v nek širši kontekst družbeno-političnega preoblikovanja sodobnega časa, se pravi tudi neoliberalizacije družbe in preteklega časa, se pravi tudi socialističnega modernizacijskega obdobja. Šok ljudi ob odpuščanju, pripovedi o izčrpavanju in bolečini in prevari, ki pripovedi so mi presunile. To, da so ljudje na različnih koncih Slovenije, ne zgolj v Muri, ampak tudi v drugih tekstilnih tovarnah,
s katerimi sem se pogovarjala, na tako podoben način pripovedovali o pripadnosti, povezanosti na eni strani in o izgubi lastne in družbene vrednosti, o izgubi dostojanstva, spoštovanja, o dezintegraciji skupnosti, to nam nekaj pove. Ko sem poslušala, kako so mi ljudje pripovedovali v šoku, kako težko so iskali besede za popis svojih občutij, sem razmišljala o tem, kako treba tem občutjem posvetiti več pozornosti. Ta nam marsikaj povedo in jih ne gre delegitimirati kot zgolj čustvenega hrepenenja po preteklosti, kar je dejansko najpogostejša oznaka v javnosti. Čustvovanje industrijskih delavk in delavcev v izgubi dela je stigmatizirano, saj za prevladujoče družbene predstave kot znak njihove neprilagodljivosti, kot da bi zaradi tega, ker so preveč čustveno obvezani na tovarno, ostajajo ujeti v nekem preteklem času in ne morejo narediti koraka naprej. Se pravi, kažejo kot nemoderne, neprilagodljive v preteklost zazrte subjekte, tako kot je socialističen čas v nekem obdobju prikazoval tudi kmete. A vendar se industrijske delavke in delavci pogovori z mano, kar so meni povedali, niso želeli vrniti v preteklost in tudi ne danes, ne pred 15 leti. Njihove doživljanje dejansko pripovedujejo o nečem drugem. Njihove doživljanja, njihove življenja močno zaznamujejo te prevladujoče družbene predstave, ki asociativno industrijsko delovstvo pripisujejo socializmom in pa, kot gre za nek pretekli socialistični subjekt. Spomini na socialistično preteklost se v javnosti razlagajo enoznačno ali skozi to prizmo negativnega označevanja preteklega političnega sistema ali pa kot neko hrepenenje, nostalgično hrepenenje v preteklosti, kar je največkrat pripisano prav delavkam in delavcem. Ali pa dejansko njihovi spomini in doživljajo ostajajo odsotni. Zdaj, razprava o telesnih vezeh, afektih in čustvovanjih, kot da v družbi tržne racionalnosti navidezno ne bi imela mesta, saj ne bi bilo v nasprotju s to normativno predpisano podobo racionalnega podjetnega posameznika. Kaže se kot neko individualno čustvo, ki največkrat se kaže kot nekaj, kar zavira akcijo oziroma je zgolj v naših glavah. V zadnjem času pa več razprav v antropologiji in kulturnih študijah opozarja na pomen preučevanja čustev ob obravnavi družbenih izkustev. Predvsem kaže na to, kako imajo čustva neko družbeno pogojenost, kako so sistemsko pogojena. Da čustva niso nekaj, kar bi nastalo v posamezniku in bi potem posamezniku delili drugo z drugim, ampak dejansko so čustva nekaj, kar nastaja ob stiku z ljudmi, v teh medprostorih srečanja. Dolgo časa sem iskala interpretativni okvir, s katerimi bi lahko zajela ravno te globoko občutene pomene oziroma intenzivne odzive ljudi. Tak okvir, ki pač delavcev ne delegitimira na takšen način, kakor sem ravno rekla. In zato sem se zgledovala po študijah v mednarodnem prostoru, kako tam raziskujejo doživljanje deindustrializacije. Recimo sociolog Tim Sprengelman je preučeval izkušnje železničarjev v Veliki Britaniji in on je ravno opozarjal na to, da moramo biti pazljivi, da ne pademo v to nekritično sentimentalizacijo po eni strani, po drugi strani v to delegitimacijo ljudi in njihovih doživljanj s tem, da rečemo, da je to zgolj neko hrepenenje po preteklosti. Potem ne razumemo zapisov, kaj ne pravzaprav pripovedujejo. On se je skliceval kot številni drugi avtori tudi na ta koncept strukture občutenja, ki ga je skoval Raymond Williams, ki se je ukvarjal z izkušnjami ljudi ob družbeno-političnih spremembah. Pri tem konceptu ne gre zgolj za mišljenje oziroma za nek pogled na svet, ki določa neko določeno generacijo oziroma zgodovinsko obdobje, temveč gre za mišljenje, ki je občuteno, gre ravno za te telesne občutja in za čustvene vizije. Njegov koncept nam pomaga razumeti, kako ljudje doživljajo svet okoli sebe, ki se je spremenil, pa čeprav ga še vedno uporabljajo za svoj interpretativni okvir. Gre za žalovanje, za zaton pretekle strukture občutene določene generacije, ko spozna, da so marginalizirane njihova znanja, ideje in verovanja, da ti za naslednje generacije nimajo pomena. Koncept nam kaže, da po eni strani ljudje spremembe doživljajo prelomno, po drugi strani da trajajo. Struktura občutenja traja, ne glede na to, da se je svet spremenil. Socialistične tovarne v spominih ljudi zaznamuje takšna struktura občutenja, ki se je vzpostavljala na stičišču med
ideologijo samoupravljanja, družbeno-ekonomsko transformacijo in delovskim vsakdanjikom, temveč procesi deindustrializacije in postsocialistične transformacije. Zdaj res, da so procesi postsocialistične transformacije in neoliberalizacije močno zaznamovali načine, kako se ljudje industrijsko delovstvo spominja preteklosti. A napačno bi bilo reči, da so pač spomini ljudi zgolj neka preživetvena strategija, ki ga se zaznamuje sodoben čas. Spomini na tovarno in pripovedi o njeni izgubi kažejo, kako je socialistična industrijska modernizacija z osebnimi angažmaji ljudi, tudi z odpovedovanjem in samodisciplino, s konkretnimi družbenimi odnosi, vezmi, tudi družbenimi neenakostmi oblikovali življenjski prostor. Smo imeli zelo občutek, da je naša kadrovka, je rekla Olga, upokojena akademička delavka, in poudarila, da so včasih verjeli, da se je zaupali in so tudi sami zaupali vodstvu. To izjavo sem slišala večkrat na različnih koncih Slovenije. Pripovedi industrijskih delavk in delavcev o tovarni so dejansko pripovedi o naši fabriki. In s tem ne izrekajo neke pripadnosti, ideologiji samoupravljanja, pa ne gre za nek odnos do lastnine, temveč dejansko za pripadnost in pa povezanost. Ko sem se z ljudmi pogovarjala o spominih na socializem, so nekatere starejše upokojenke, pisarniške službenke ali pa sindikalistke mi odgovorile, to pa niste prišli ta pravi, jaz imam pa tak lep spomin na socializem, ker so nekako odgovarjale na diskurs tistega časa, ki je socializem portretiral v veliki meri kot negativni sistem. Recimo tak primer je bila Marija, ki je socializem opisala kot neko obdobje sotiče socialne pravičnosti. Sama je bila nezakonski otrok, ki se je spominjala še časa pred drugo svetovno vojno. Ne večkrat v najnih pogovorih poudarjala, da še dobro, da se rodila po drugi svetovni vojni, ker bi bilo njeno življenje, kot življenje nezakonskega otroka, čisto drugačno pred drugo svetovno vojno. To se pravi, spomine ljudi ne zaznamuje le čas po 90 letih, to se pravi ta primerjava s sodobnejšim časom, ampak tudi primerjave s tem preteklim, recimo, tem časom pred drugo svetovno vojno. Zlasti številni starejše generacije so se še sami spominjali časa odekanih hlapcev oziroma so pripovedovali, da so to sami doživeli po njihovih sorodnikih. A v večini moje sogovornice in sogovorniki, razen direktorjev, niso pripovedovali o socializmu, ampak o zlatih časih. In se niso sklicevali na organe samoupravljanja ali delovske svete. Institucije samoupravljanja so dejansko zelo redko jedro naših pogovorov. Predvsem po vojni ujene, mlajše generacije, čeprav mlajše, starejše, tudi relativno, kako to zajamemo, so zamahnili z roko, pa so rekli, to je pomeni samo ogromno več sestankov in pa prerekam, prepiram okrog včasih zelo banalnih stvari, kot naprimer okoli rolic stoletnega papirja, kot je rekla starejša upokojenka. Ne glede na to reakcijo, pa to ne pomeni, da se ljudje niso sklicevali na samoupravne ideje. Pri tem pa ni šlo za moč odločanja pri proizvodnji dobrin ali pri sami organizaciji v delovskem svetu ali pri vodenju tovarne, temveč za transparentnost delovanja tovarne in zaščito delovskih pravic, za skrb tovarne, za delavce in pa za prepoznanje njihovega dela. Takšno sliko recimo kaže tudi pogled v zapisnike sej delovskih svetov, ki sem jih pregledovala za tovarno Pletenina in Dekorativna v Ljubljani. V koncu 60. in 70. letih ti zapisniki kažejo zelo dinamične razprave. Ljudje so res razpravljali, tudi predstavniki in delavcev. Medtem ko se v tem koncu 70. in 80. letih te seje birokratizirajo, več je predstavitev, predvsem teh politično-ekonomskih reorganizacij. Ampak tudi iz teh razprav, dinamičnih razprav se vidi, da so največkrat sodelovali in da so se najbolj zanimali za tiste neposredno delovno in pa širše življenjsko okolje, ne pa to zaposlovanje same tovarne. V tem to je predstavil direktor in očitno je bilo, da se je zdelo tudi pomembno ta transparentnost, da se jih informira, a dejansko zanimanje je bilo pač na nekih drugih temah in področjih. Kar kaže tudi empirične študije, na primer industrijskih sociologov tistega časa. Josip
Josip Županov in potem kasneje Veljko Rus in raziskovalci njihovega kroga so delali dosti raziskav v posameznih tovarnah v Sloveniji pa drugod po Jugoslaviji, kjer so se zanimali za to ravno, kakšno moč odločanja imajo delavci. So ugotavljali, da industrijsko delavci dejansko visoko cenijo samo upravljanje, ampak nimajo pa neke moči odločanja in tudi nimajo niti takšnega občutka, da bi to moč imeli. Dejansko pa so se tudi sami po drugi strani bolj zainteresirali za to, da bi bili informirani o predmetu odločanja in da bi nadzorovali izvrševanje sklepov, ne pa pač tukaj za samega akt odločanja. Ugotavljala sem, da so tovarne načrtno in sistemsko spodbujale in vzpostavljale občutja pripadnosti. Potem, da so mobilizirale tudi družinske in pa lokalne pripadnosti. To, da so bile v tovarne zaposlene različne generacije istih družin, prav tako pa pač različni člani iste družine, to je zelo tesno povezovalo tovarniško skupnost z družinskimi skupnostmi in prav tako lokalno in pa tovarniško skupnost je bilo močno prepletene. Zdaj, ko govorimo o pripadnosti v tem kontekstu, jo razumem kot mrežo nekih družbenih odnosov, zavez, obvez, dolžnosti, pravic, recipročnosti, ki pač niso vezane zgolj na delovno okolje, temveč zajamejo skrbi, neko medsebojne skrbi in odgovornost širšega lokalnega življenjskega prostora. Nekdanji direktor predilnice Jože Mirtič je v pogovoru rekel, kako je v 50 letih moral to pripadnost predilnici šele vzpostavljati in pa graditi. On se je skliceval na dimnik. Dimnik udeleža tako tudi kot simbol produkcijske moči in pa družbene moči. Dimnik je dejansko štrlel nad tovarno in nad samim krajem in je vizuelno močno zaznamoval krajino in pa lokalno skupnost. Zdaj, tudi ko so tovarne, ki so imeli zaposlene po več tisoč ljudi, ne glede na to, da so delali v različnih izmenah, ko so ljudje odhajali iz tovarne, so se bile tako reke delavcev ob teh odhodih. Marsikateri smo se pogovarjali o vonju, ne, v marsikaterih bližinah tovarn, mi smo se v tobačni tovarni, kako je bil ta von po tobaku, ne, kako je bil von marsikatere tovarne čutiti v širšem lokalnem prostoru. Ponekod je tudi recimo monolitiji ravno so mi pripovedovali krajani, da se je po tovarniški sireni v nekem obdobju lahko orientiralo lokalno prebivalstvo. Tovarne so izdajale glasila, tukaj sem hotela pokazati, kako tovarne tako vizualno zaznamuje okolje, tudi pač s to veličino industrijskih hal in skladišč. Tovarne so izdajale glasila in pa monografije ob večjih obletnicah. Tukaj vidimo v bistvu na sliki, kako se delavec pogovarja z industrijsko delavko, njena zgodba, njene delovne izkušnje bodo objavljene v glasilu. Glasila namreč niso poročala zgolj o poslovanju in o produkciji, o tehničnih novitetah, ampak tudi o posameznih izkušnjah dela in po delovnih pogojah in razmerih posameznih delavk in delavcev. In to je bilo pomembno, da so na ta način so delavci dobili neko dodatno prepoznanje njihovega dela in njih samih. In prav tako je tudi to ukrepilo pripadnost tovarne. Recimo predilnica Litija je bila ena izmed tovarn, ki je izdala 3 monografije o različnih obletnicah. In zgodovinar France Kresal je napisal vse 3 monografije. In on mi je rekel, da mu je nekdanji direktor rekel, da je bilo pomembno, da so se na fotografijah te monografije prepoznali, da so bili dejansko vsi industrijski delavci tam zabeleženi, fotografirani. In jaz, ko sem jih obiskala na domu, so res imeli te monografije doma in so jih začeli vam vlačiti in prikazati slike, kdo je kdo, njihove sorodnike, njihove prijatelje. Pač to prepoznavanje pač je bilo pomembno. Tovarne so imele pevska društva, recimo šahovska društva, gledališka društva, organizirali so športne in pa kulturne dogodke, različne sindikalne izlete. Številne moje sogovornice so bile v 70-80 letih matere z majhnimi otroci in dejansko se niso udeleževale teh dogodkov oziroma društvenega življenja, tudi zato, ker so imele občutek, da so že tako premalo z otroci in dejansko niso imele nobenega časa. Recimo starejše še zaposlene, ali pa tudi, starejše še zaposlene, pa tiste, ki niso imeli
vzgojitelji otrok so pa dejansko zelo rade sodelovali. Predvsem v Muri pa zelo dobrem spominu ostaja planinsko društvo, ki je tako dobro delovalo predvsem zaradi osebnega angažmaja kadrovske službenke. Zdaj včasih, ko govorimo o socialističnih tovarnah z različnimi generacijami, mogoče pa predvsem z mlajšimi, pač obstaja neka ta predpostavka, da je zaradi nekega sistemske ureditve dejansko pač so že same po sebi nastale neke materialne prakse, življenjske prakse in tako recimo tudi društveno življenje. Pa to ni res. To je bilo močno odvisno od osebnega angažmaja ljudi. In prav te različne dejavnosti so tudi krepile pripadnost ljudi, pa prepoznavnost dejansko tudi v širši družbi. Po razvoju po socialističnem modernizacijskem scenariju v Jugoslaviji od 60-ih let naprej ni šlo zgolj za rast številke in produktivnosti, temveč poleg tega tudi za modernizacijo družbe, za vzpostavitev neke osnovne infrastrukture, kjer je bilo poleg elektrifikacije, vodovoda, kanalizacije pomembno vzpostaviti tudi nek družbeni in potem kasneje tudi osebni standard. Zdaj, družbeni standard v tedanjem razumevanju obsega vse osnovno zadovoljevanje potreb, socialno, zdravstveno zavarovanje ter urejene delovne in življenjske pogoje. Zdaj, predvsem to govorim za družben sektor, drugače v privatnem sektorju in kmečkim prebivalstvom. To sicer ni pomenilo, da so bili ljudje povsod in povsem zadovoljni, na kar kaže recimo ena prva prekinitev dela oziroma stavka leta 1958, ki so v Zagorju, Trbovljah in Hrastniku, kjer so ljudje odkrito izrazili svoje nezadovoljstvo zaradi skromnega življenja in pa nizkih plač. Prav tako tudi spomine na tovarno je treba razumeti v bistvu v teh svojih ambivalenciji in protoslovju. Ljudje govorijo o garaškem življenju, o strogi hierarhiji in pa disciplini, nad nadurami so se velikokrat ljudje tudi pritoževali, kar pa ne gre razumeti kot nekega protislovja v spominjanju, temveč gre razumeti, da so naše življenjske izkušnje. Jaz kot antropologinja, se zanimam ravno za življenjske izkušnje ljudi. Neprestano opozarjamo na to, kako so naše življenjske izkušnje sestavljene iz številnih protislovij. Te so neke homogenizirane zgodbe enoznačnosti, ponavadi ravno rečemo, tukaj mi se naredi nekaj ni v redu, ponavadi treba pokazati te vrzeli med različnimi deklarativnimi izjavami ljudi in v bistvu nekaj vsakdanjimi pogajanji, ki so potekali na tej ravni vsakdanjega življenja. Ljudje so se prav tako pritoževali recimo tudi nad delom, ki so ga morali opravljati za gradnje neke lokalne infrastrukture ali tako imenovanega solidarnostne pomoči drugim regijam ali pa drugim republikam. A hkrati so bili na to isto lokalno infrastrukturo, ki so jo gradili, tudi izredno ponosni. Modernizacija industrijskih delavk in delavcev postopoma izboljševala delovne in življenjske razmere, pa čeprav ne povsod in povsem. Dejansko, kot sem ugotavljala in kot sem brala tudi v drugih študijah, kakšen dejansko so imeli velik pomen tudi napori in angažmaji v tej smeri in pa obljuba po drugačni prihodnosti. Zdaj, kot sem rekla, sem že omenila, da družbeno modernizacijo po eni strani kaže obravnavati v sklopu vladajoče ideologije in samoupravnih režimov, ampak hkrati tudi osebnega angažmaja konkretnih ljudi, tako konkretnih direktorjev. Zelo pomembno je bilo dejstvo, kakšen je bil direktor. Da je direktor bil večinoma v tovarni 30 let ali celo več. Velikokrat je prihajal iz lokalnega prebivalstva, mogoče so bile v tovarni zaposlene tudi že njegove družine, njegovi predniki, ali pa tudi, ker so bili direktorji tudi politično napoteni, je prihajal iz drugega okolja, a dejansko svojo družino živel v lokalni skupnosti in je veliko delal za lokalno skupnost. Ponavadi so pripovedovali moja sogovornica, da so direktorji poznali po imenu, so se sprehodili po proizvodnji in so poznali tudi njihove življenjske okoliščine. Recimo v predilnici je že leta 2004-2005 veljalo neko tako pričakovanje, da bo direktor poskrbel tudi za njihove otroke. To, če
čeprav je bilo takrat že prisotno tudi razočaranje, ker pač temu ni bilo tako, ampak v številnih primerih so mi razlagale zaposlene v tovarnah, kako pomembno je, če bo kaj narobe z njihovim otrokom, so šle k direktorju, so prosile direktorja za pomoč, da jih je štipendiral, da jih je vključil v nogometne ekipe, zato da niso zabili na stran pota ali da jim omogočil poletno delo. Že prej smo se tudi pogovarjali, kakšen pomen, to me je tudi zanimalo, kako so imele socialne delavke v tovarnah, ker socialno delo se je v tovarnah začelo profesionalizirati v 60-ih in pa 70-ih letih naprej. In pri teh zapisnikih sej delovskih svetov sem ugotavljala, kakšne elaborate probleme so delale in ugotavljale življenjske razmere tistega časa in potem iskale individualne rešitve. Skratka, tudi ta oseben angažma različnih socialnih delavk in pa recimo zdravnikov v obratnih ambulantah. Takrat se je začela profesionalizirati in razvijati tudi medicina dela in poklicne bolezni, pač so in poškodbe, invalidnost, pač to je predstavljalo ogromen problem. Zdaj, v pogledu delo socialnih delavk, na primer, kaže, in pač sem veliko slišala, pa brala tudi pogovor z njimi, o številnih problemih zaposlenih, o alkoholizmu, zakonskih težavah, nasilju v družini, težavah in konfliktih, do katerih je prihajalo zaradi usklajevanja družinskega in pa delovnega okolja. Ivana, recimo, seveda niti v Kamniku mi je veliko pripovedovala o prilagoditvenih problemih, kako težko je vrtenja usklajevati to delovno in pa družinsko okolje, zakonsko življenje vzgoje otrok. Analiza socialnih delov kažejo, da so tudi zelo težke bivalne razmere, v kateri so živeli v 60-ih letih in po začetku 70-ih letih. Zelo veliko pozornost se je posvečalo varstvu otrok, kakšen ta problem je bil ogromen, in pa premestitvam na druga delovna mesta ravno zaradi civilnih invalidnosti in poškodb. Zdaj, varstvo otrok so številne reševale z tako imenovanim babica servisom ali pa s šihtanjem, da sta se mož in žena izmenjevala. Velikokrat so se tudi sodelavke med sabo izmenjevale. V številnih primerih pa so tudi otroci ostajali sami doma. Zdaj, vrtcev je bilo premalo. V predilnici Litija, recimo, Lea Rapa, kapelska uslužbenka, naredila 67 leta seminarsko nalogo, kjer je poskušala opozoriti tudi spet s konkretno neko raziskavo na to, da bi bilo pokazala na potrebo po zaposlitvi socialne delavke v tovarni. Takrat je bilo recimo v tovarni zaposlenih 800 ljudi, nekaj čez 600 je bilo žensk. Ona je enkaterala 192 mater s otroki in je ugotovila, da le 14 primerih so otroci obiskovali vrtec. 47 primer je bilo pa takih, ki so bili sami doma. Največ je bilo pa takih, ki so jih pač s babice servisom reševali. Takrat je bil v Litiji en vrtec. Problem vrtcev je bilo tudi, da ni bilo prilagojeno delovniku proizvodnih delov, ki so delali v 3 izmenah. Včasih pa tudi zjutraj se je začelo delo v vrtcih, ne glede na to, da se je začelo ob 6, je bilo prepozno, ker so ponekod mogle biti pred 6 že na delovnem mestu, ali pa se je delo začelo v pol 6. Zdaj, zelo pomembno, recimo, kar v spominih prihaja tudi veliko na dan, je bila organizacija prehrane. To organizacija prehrane je številnim zelo veliko pomenila. Tudi te raziskave medicincev dela, specialistov medicine dela, kažejo, da so imele ženske veliko problemov, ali so bile preskromno hranjene, zato ker so varčevale, oziroma ni bilo časa, oziroma je prehrana velikokrat bila prilagojena na drugačen način življenja, ne življenja v industrijskem okolju. Velikokrat so tudi v menažkah nosile potem kosilo domov in so imeli v bistvu tudi razširjeno za svojo družino. Prav tako pač je zelo pomembno to, da so reševali bivanjski problem, kot sem rekla, bivanjske razmere so bile v 60 letih, kot so kazali te naloge, zelo katastrofalne in pač omogočile kredit za gradnjo individualnih hiš. Prav tako se je močno ljudem vtisnil spomin sindikalne počitniške hišice oziroma domovi, kjer pač ne zgolj zaposlenim, pa tudi njihovim otrokom. Številni so pripovedovali tudi, kako je bilo pomembno za njih videti. Recimo, to je ena sogovornica iz Palome rekla, da so letovali otroci pač staršev iz različnih delovnih mest, se pravi, tudi da se neka druga percepcija do družbe, do teh razlik, družbenih razlik, pač vzpostavljala na nek bolj pozitiven način, ker so se igrali otroci
čigar starši so prihajali iz različnih položajev. Nekatere tovarne so recimo gradile kinematografe, Paloma na primer so poudarjali, kako so zgradili bazene, kamor so prihajali celo iz Maribora, se kopa tudi vikendi. Se predstavljati se je treba Palomo, ki se je v bistvu je bil nek majhen kraj v 60-ih letih z modernizacijo tovarne, v bistvu spostavili neko močno lokalno infrastrukturo, zgraditi bazene, kamor prihajajo, celo iz Maribora se kopati med vikendi, to je neko prepoznavnost kraja, vzpostavljeno v širši slovenski družbi. Recimo v Muri tehničnega igrišča. Vse našteto se v tovarni zdravstvene domove, kot sem že rekla, pač so obratni ambulanti, kjer so zdravniki dejansko poznali delovne razmere in so takoj vedeli, kako se merati. Tudi sodelovali so skupaj s socialnimi delavkami. Vse to našteto se pri upravnavi tovarne kot sestavnega dela gospodarstva pogosto v zgodovini in tudi v sodobnem času upravnava kot obrobno, pa vendar ni bilo dejansko v temelju zaznamoval življenja ljudi. Tovarna Mura je recimo bila en primer, tako ne glede na to, da prihaja iz Prekmurja, ki drugače ni bilo tako industrijsko razvito območje, ampak recimo, da je nek tak klasičen primer, ker je tovarna obstajala že pred drugo svetovno vojno. Mura se je razvila iz dveh tovarn iz leta 1925, Janeza Svetiča in Ludvika Šiftarja iz leta 1932, ki so jo potem združili in pa nacionalizirali. Mura se je v 60-ih letih posvetila modernizaciji proizvodnih haltov kot številne druge tovarne, v 70-ih letih pa zelo močno v informacijsko tehnologijo, v poslovanje, v prvo mednarodno trgovino, zelo se je usmerjala v izvoz, takrat so nastajale že prve jugoslovansko-nemške mešane družbe. V 80-ih letih je razvijala naprej trgovinsko mrežo, modno znamko, oglaševanje, moderni informacijski tehnološki sistem, recimo leta 1982 je kupila računalniški sistem IBM. Zakaj to pripovedujem? Ker se mi zdi zelo pomembno, kako tovarno mislimo danes. Danes vsem ti poudarjeno inovacij, kreativnosti podjetnih posameznikov se pogosto to socialistično tovarno oziroma te industrijske gigante misli kot prostore, kjer so bile zgolj neka fizična dela se upravljala. Vendar, in to poskušamo v knjigi predstaviti, gre za nek prostor, kjer so se razvijale spretnosti, znanja in dejansko na kako zelo različnih področjih. V 70-ih letih je na primer Mura povečala svojo proizvodnjo in začela odpirati podružnice tudi na podeželju, hkrati pa razvijala prometno infrastrukturo. Recimo socialna delavka Šarika Ficko je rekla, ko sem se zaposlila, so začeli voziti prvi avtobusi iz Ljutomera v tovarno. Leta 86, ko sem šla v pokoj, smo imeli 32 linij. Iz 504 vasi smo vozili delavce. Medtem, ko se na primer morala Rizika, moja druga sogovornica, v 70-ih letih 20. stoletja izhod iz Lendavi voziti, se preseliti v Mursko Soboto, da se je lahko zaposlila v Muri, je potem v 80-ih letih, začetku 80-ih let lahko tja že potovala od svojega doma z avtobusom in potem sredi 80-ih let se pa lahko zaposlila v Lendavi, ker je Mura odprla še podružnico v Lendavi. Poleg tega je imela v Murski Soboti ta sedež, Lendava, Ljutomer, Gornji Petrovci in Gornja Radgona. To hočem podati, kako so ljudje na svoje lastne koži v bistvu doživljali spremembe. Zdaj, to tovarne so se v 70-ih letih, kot sem rekla, začeli širiti na podeželje iz teh večjih centrov, kjer so se razvijali že pred drugo svetovno vojno, recimo Kranj, Tržič, sta bila taka dva velika centra, Maribor, recimo Ljubljana, Murska Sobota je tudi imela ta dva obrata manjša že pred. V 70-ih letih je bila to kot neka tudi posledica novih regionalnih politik, ki poskušajo uravnotežiti razvoj v različnih regijah. Takrat se je zelo veliko zaposlovalo mlajše generacije. Mura je veljala za velikana konfekcijske industrije, tako po številu zaposlenih. V 80-ih letih sta recimo delala polovica zaposlenih v industriji in četrtina v družbenem sektorju v Pomurju. Njen sloves presegel preko meja Slovenije in pa Jugoslavije. In to je bilo zelo pomembno. Ljudje so izražali
ponos firmi, ki je dobro delovala, ne samo v Muri, tudi po drugih industrijskih obratih, ponos, da so se njihovi aparati, da so se njihovi produkti, njihova oblačila prodajala tudi v Evropi in po svetu, da so jih poznali. Kot da bi v bistvu s tem na nek način tudi sami potovali v različne konce sveta. To se pravi, ta ponos na to, da je firma dobro delovala, ponos na kvaliteto, so pripovedovali o kvaliteti njihovih izdelkov in to, kako so prepoznali. To pač širi neko prepoznanost in daje dodatno prepoznanost in nekak pečat njihova modela. Mura je bila pojem kakovosti in razvoja. Je tak navdušen in že odprto držal, rekla Suzana. Ne zgolj na področju mode, na področju oblikovanja, znamke, računalniške tehnologije, sodelovanja med univerzo in gospodarstvom. Bila je sinonim za vsega naprednega, biti v korač času za sinonim vsega naprednega v tovarni. Za občutek teh raznolikih delovnih postopkov in v bistvu tudi tega računalniškega in tehnološkega naprednega dela, ki ga pogosto ne mislimo, potem, ko mislimo tovarno. Pripadnost tovarne so vzpostavljali tudi številne neformalne razmerja in tiha zavezništva, tako med delavkami in delavci ter državo, o čemer je že pisal Josip Županov, ki sem ga že omenila, pa tudi drugi industrijski sociologi, kot tudi med delavkami, delavci ter različnimi strokovnimi kadri, direktorji, se pravi znotraj tovarne na eni strani in državo na drugi strani. Zdaj, z opuščanjem centralno-planskega modela se je odgovornost za razvoj, tudi neka avtonomija v samem delovanju v 60 letih preselil na direktorje in direktorski ekipi dejansko bilo celotno delovanje tovarne, čeprav so mogli svoje ideje potem v svojih planih informirati delovske svete. Kot je zapišal Jože Prinčič, zgodovinar, ki se ukvarjal z direktorji v socializmu, so direktorji takrat morali biti zato, da bi bili uspešni, spretni kombinatorci in manipulatorji. Zaradi nestabilnih razmer in nenaklonjene zvezne ekonomske politike ter zakonodaje je moral biti direktor izredno prožen in ves čas lobirati. To se pravi, danes veliko govorimo o tej prožnosti, in dejansko ljudje, to so tudi meni pogovori, direktorji poudarjajo to lastno prožnost. Direktorji so pomanjkljivost tehnologije, pomanjkanje surovin in probleme, ki so jih povzročali administrativni zapleti in ta dolga birokracija pogosto reševali ravno z industrijskimi delavkami in delavci. Kar je pomenilo, da zaradi tega, ker je roba predolgo časa ostala na carini, je prišla prepozno v tovarno, potem je bilo treba zelo hitro izdelati izdelke, zato da so jih pravočasno odposlali. Takrat je bilo treba delati številne nadure in takrat je bil zelo pomemben ta angažma in pa pripadnost delavstva. Zdaj, v moje sopornice so pripovedovali o tem kot o sodelovanju, kako so skupaj reševali v bistvu tovarno. Kar pač je pomemben ta način, kako obesedijo oziroma v zgodbe. Takšna tiha situacijska zavezništva, ki sem jih ugotavljala na podlagi mojih terenskih raziskav, so ustvarjali posebne odnose zaupanja med vodstvom in pa zaposlenimi, med direktorsko ekipo in pa proizvodno ter drugimi službami. To je kropilo občutka povezanosti s tovarno, hkrati pa tudi prepoznavnost proizvodnega industrijskega dela, pač njihovo delo je prepoznanosti. Odnosi pa so bili utemeljeni v recipročnosti. Delavke in delavci so v zameno za nagrade, težje in dobro delo ter nizke plače dobili stabilnejše delovna mesta, občasne nagrade in delež pri delitvi dobička, kar je bilo zelo pomembno, pa tudi dostop v druge družbene mreže, kot so stanovanja, ki smo že omenili, do izobrazbe, raznih oblik družinske pomoči, kar je bilo v kriznih časih zelo pomembno in v socializmu je bilo zelo veliko kriznih časov. Številne delavke in delavci so obdržali nekaj zemlje ali pa saj njihovo sorodstvo, tako da je bi pomagalo pri dvigu življenjskega standarda tudi to, na kateri so bili zaposleni tudi v neformalni ekonomiji, čeprav sivi ekonomiji, čeprav moje sogovornice niti ne to, da bi se to tako blazno poznalo pri samem zaslužku. Kljub takšnim spominjem so tovarniško življenje v socialistični Jugoslaviji zaznamovali številne družbene neenakosti in neskladje med ideološkimi konstrukti in zavezami ter vsakdanjimi realnostjo.
Hkrati pa tudi številne razlike med različnimi regijami v Sloveniji, v življenjskem standardu in med različnimi republikami v Jugoslaviji. Premoženjske in socialne razlike so se dejansko, kot kažejo zgodovinske raziskave, večale med ljudmi. Predvsem tisti, ki so se ukvarjali tudi sivo ekonomijo, so dejansko živeli boljše kot drugi, zelo skromni. Tako kot gospodarske in življenjske razmerje se spremenijo tudi ves čas tudi samoupravni sistem. Vedno ste z Zelko, verjetno Piškovički tukaj tudi imela predavanje, že velikokrat o tem tudi govorili, tudi socializem je bilo zelo heterogeno in raznoliko obdobje. Hkrati je tovarniško delo tudi v 70-ih, 80-ih letih močno izgubljalo neko družbeno vrednost. Pa čeprav ne vse v okoljih enako in ne na sistemski ravni. Recimo, številne so se spominjale, ko so že konec 70-ih, 80-ih letih slišali, uči se, če ne boš delati v fabriko. Bernarda, recimo, ki si je zaradi neuspeha v šoli morala zaradi, tako je rekla njena mama, zaposliti v Muri, je Mura dojemala kot kazen. Pa čeprav rekla, da je takrat delo v Muri v 80-ih letih pomenilo prestiž in da so zrabrani v proizvodnji delali tudi številni učitelji, recimo, pa ekonomisti. Delo v Muri je v pripovedovanju sogovornici v socialistični preteklosti visoko podelalo. Ni pomenilo le visokih plač, ampak tudi prestiž. Zdaj bi pa na kratko pokazala 2 minuti iz filma Srajca in administracije, ki ga je posnel Darko Marin. Ali je že šel osnovno? Očitno, kako bo že spet? Ne. Urine delovke so že na legendarno vidnost presegale iz leta v leto zahtevu še nove, bolj kot kjerkoli legendarno v Jugoslaviji. Za javnost običajno niso dobile, svoje so povedale za živalno stroje. Izjema je dokumentarna Linda Marina. Norme so zelo preveliko. Naprimer, jaz sama imam 1200 komadov za narediti. 8 leta je zelo težavno naporna. Pride zvišanje, da te skoraj nimam nekaj dela. Ni delati, če večkrat smo se delali, da imamo do kakšna škola takšnega kadra, ki nas potrebujemo v našem proizvodnji. Zakaj tega ne odtaknem še enkrat, da bi zamenjali? Zdaj, v pogled v plače leta 1980, dejansko pokaže, da so bile poprečne plače v proizvodnji oblačilne industrije najnižjimi. Recimo tudi v tekstilni industriji so bile v slasti so bile najvišje, medtem ko drugače v industriji so bile najvišje v elektroindustriji. Zdaj, v proizvodnji so bile delovke plačane na normu, kot ste slišali, če se pravi, da ta višina plače je pač varirala glede na normo. Plače so bile razlike med najvišjo in najnižjo plačo so bile politično določene od 60 let naprej. Niso smele presegati razmere 1:4, medtem ko v tekstilni industriji nikoli ni bilo to razmerje preseženo, je bilo vedno 1:3. Bile so velike razlike med regijami, bile so velike razlike med tovarnami. Zdaj, hočem s tem pogledom v plačo, v bistvu poudarjati tudi ta razkorak med ideološkim vrednotenjem, tudi delovk in delavcev in tudi tekstilnih delovk in delavcev ter njihovo vsakdanjo materialno realnost. Ampak tudi tega razkoraka ne gre obravnavati kot dva popolnoma nasprotna pola. Ob tem pa poudarjam še dvoje. Prvič, sogovornice v tem filmu, že kar ste videli, zdaj samo zelo kratek izsek, so kot izredno pomembno poudarjali razdelitev dobička, ki je bil v Muri enkrat na 3 mesece v višini ene plače. Recimo inštruktorica Ljubica, ki delala kot inštruktorica imenoval se v Centru za vzgojo kadrov, kjer so ljudi učili šivanje, preden so vstopili v tovarno, je rekla, da se je s temi dodatki lahko pomagala zgraditi hišo. Zdaj, razdelitev dobička je poleg finančnega vidika prinašala še to, da so si to prepoznanje uspešnega dela industrijskih delavk in delavcev. V tem so veliko pripovedovali, nismo ustvarili ta dobiček. In drugič, da citirana proizvodna delavka recimo v filmu ob navedbi dohodka ni dejala, da je bila njena plača prenizka, temveč da je morala zanjo močno garati. V
Podobno so v filmu pripovedovali tudi druge sodelavke. Težavno se je zdelo predvsem to, da so v javnosti veliko govorili o tem, kako delavke Muri dobro zaslužijo, ne pa to, da je višina dohodka dejansko pomenjena in njihovo trdo delo. Svoj položaj so primerjali s pisarniškimi uslužbenkami. Kot ste tudi videli, tudi sam film, neprestano primerja. Na eni strani vidiš v bistvu, kako dela pisarniška uslužbenka in na drugi strani dela proizvodna delavka. Proizvodna delavka recimo nikoli nima niti časa pregajanja na tem, da ne mora niti pogledati novinarja ali po kamero. V tem filmu se to mogoče ne tukaj toliko zelo, ampak v filmu se vidi, da pisarniška uslužbenka tako sedi in se lahko pogovarja z novinarjem. Se pravi, pač ona ni plačena na normo. Zdaj še to, revalorizirane vrednosti so preračunala, da je ta plača, ki jo navedla delavka, bila okoli 860 evrov. Razlika z pisarniškimi uslužbenkami pa je bila v višini 182 evrov. Zdaj, ravno to, kar pokaže tudi ta film je zelo na strani, je kritičen do razraščanja administracije različnih organov, ki se pojavljajo in pač odžirajo denar pravemu delu, ki je tudi film pokaže pravo delo in razumljeno kot delo v proizvodnji. A hkrati zelo dobro pokaže ta konflikt med režijo in proizvodnjo, o kateri so mi govorili številni sogovorniki po Sloveniji. To, da dejansko je tovarniška razmerja, tovarniška izkušnja močno zaznamoval konflikt med pisarno, med tisti tam gor, med režijo in pa med proizvodnjo. To, da sem imel občutek, da jih je proizvodnji vedno manj, medtem, ki jih je pa tam vedno več in niso vedeli, kaj je prav dobro, to tisti gor v bistvu sploh počnejo. In to je pa rezultat oziroma terorističnega disciplinskega mehanizma. Friedrich Winslow Taylor je v začetku 20. stoletja obzumil tak sistem, ki naj bi bil čim bolj učinkovit, ki pa je ločil, ki je popolnoma pač predvidel časovno, koliko kratkem času se izdela določen delovni postopek, razdelil je delo na številne delovne postopke po liniji in v bistvu ločil tehnična znanja, ki so se razvijale v pisarnah in v bistvu samo, to se pravi nek razvoj znanj in pa samo operativno izdelavo. In v bistvu s tem nekako prihaja do tega razkola, ki je bil zelo značilen za številne fordistične tovarne, se pravi tovarne na zahodu. A močno je zaznamoval, tako industrijski sociologi so o tem pisali, čeprav je bil sklegan z ideologijo tistega časa v socializmu. In tudi, ko sem se sama zaposlila v predilnici, na primer, sem to zelo močno opažala. V temelju je tovarniško izkušnjo dela v tovarni zaznamovala norma in pa linijsko delo. In delo je bilo večinoma individualno normirano, kar je pomenilo, da je to v bistvu neprestano pač spodbujalo tekmo med različnimi ljudmi, kot tudi sam sabo. Številne delovke so mi rekli, sem sama sebi nabijala norma, ker si bil v bistvu plačen glede na to, koliko si moramo pač presegli oziroma si moramo dosegli. Pripovedi o doživljanju norm so polne anksioznosti, strahu, živčnosti. To se je tako mudilo, ta hud tempo se je dejansko urezal v telesa ljudi. A po drugi strani je norma dala ta občutek avtonomije, da si plačan glede na to, koliko narediš. In občutek neke ustvarjalnosti, profesionalnosti, ker si lahko v bistvu znotraj norme si izumil, si bil lahko ustvarjalen na svoj način. In so številni pripovedovali o trikih, kako so delali, kako so izumljali trike za to, da bi bili hitrejši. Zdaj, ta doživljanje, ta občutje so zelo pomembna. Ravno pri teh obravnavah pripadnosti in zavezanosti nekih delov, nekem tem doživljanju tudi same deindustrializacije. Tukaj pa tudi doživljanje linijskega dela. To, da se je delo razdelilo po različnih delovnih fazah, ti si bil samo na eni fazi in si bil odvisen od delavca ali delavke pred tabo, ker nisi mogel velikokrat svoje norme izpolniti, če ni mu pripravil materijale. Hkrati pa že napetosti po pritiski od nekoga nad, ki je prišel za tabo, da boš to hitro izvedel delo. Odvisni so bili od majstrov, ki so jih dodelili določena delovna mesta, je bilo lažje doseči norme kot na drugih. Vrednotene so bile te delovna mesta različna. Če ti se te pokvaril stroj, si moral počakati vzdrževalca, da bo šlo. Vse to onemogočalo marsikdaj, da bi dosegel normo. To linijsko delo, kot sem ugotavljala, je dejansko povzročalo številne konflikte in prepire med ljudmi,
a po drugi strani vzpostavljalo neko občutje medsebojne solidarnosti in medsebojne pomoči. Številni delavci so pripovedovali o tem, kako so si pomagali. Krati pa obdajalo ta občutek nekega skupnega ustvarjanja. Blago je prihajalo iz roke v roko. In to je recimo tudi zelo dobro pokazano v tem filmu Svajca in administracija, ki je med drugim tudi to povem, pač ta film en izmed redkih, v katerem zelo veliko spregovorijo industrijske delavke in delavci. Ker v drugi filmi, ki sem pogledala, večino govori tehnični kader, tehnični izobražen kader in pa direktori. Večino se delavci kažejo v tišini s svojimi rokami, tukaj v dejansko tudi veliko govorijo. Pripovedi različnih sogovornic in sogovornikov o upravljanju strojev, o ustvarjanju produkcije izdelkov so polne afektov, ki pa večinoma ostajajo v bistvu neobesedene v telesu. Tega si ne morete predstavljati. Ljudje različnih starosti in pa poklicev iz različnih tovarn po Sloveniji so mi razlagali o industrijskem čudežu, ki so ga sami ustvarjali. Zdaj vem, da gospod je živel v industrijskih halah, v umetnosti pisali, in dejansko za mene je to, mislim, sama veličina nekaterih industrijskih hal, veličina tih strojev, brbnenje, če stroji še delujejo, to v bistvu opusti res nek afekt na ljudi. Hočem reči, da smo v tej afektivni zgodbi industrijske modernizacije, ki je bila zelo močna, ne v samoupravnem sistemu je imela še eno posebno moč, ampak dejansko tudi v drugih državah na zahodu. Pač to teh telesnih občutenju, tega prostora, te povezave s strojem, bil si samozavesten, kar si ustvarjal, naprimer rekla Cvetka. Vsi smo profesionalci, je dodal Koloman. Jaz sem ustvarjalec, da lahko poveš, za koga vse ustvarjaš. Tudi to je nekaj pomenilo. Koloman je bil ponosen, da je sodeloval pri izdelovanju morilnih izdelkov. Govoril o prodaji mojih, naših izdelkov znanim ljudem. Podobno kot je recimo modna kreatorka Varja govorila o tem, kako je pač sodelovala z zelo priznanimi modnimi oblikovalci. Ljudje so v bistvu pripovedovali, proizvodni delavke in delavci so pripovedovali o poklicnih znanjih, ki niso zajeli le se te formalnih kvalifikacij, temveč znanje, ki so zajela senzoriko. To sem tudi želela poudariti v knjigo, da je treba industrijsko proizvodno delo misliti širše. Da gre za senzorično razumevanje spretnosti, da se gre za to, da se moraš ti naučiti zaznavati prostor in se odzivati na. Da glas stroja ni samo tisto, kar recimo uvira, da ne moremo govoriti ali pa zaradi česar so imeli številne probleme v bistvu s sluhom in pa z naglušnostjo, ampak da dejansko se je delavka naučila poslušati, a stroj pravilno dela. Da se je naučila, recimo mi je rekla Marjana, je rekla, si rabim čas, da si dobil tole, otip, kar si se naučil v bistvu zaznavati z glazinicami prstov. Otip je izrednega pomena v tekstilni industriji, kjer so se mogli delavke naučiti prepoznavati, ali nit ali pa tkanina dobro teče, ali je treba navlažiti, ali je treba paziti, da se natrga oziroma da se ne mačka. Vse to so neka znanja, ki so se jih morali ljudje naučiti, v bistvu to senzorično prepoznavanje okolice in angažirano aktivno odzivanje na neke znake. Ali pa recimo von, kot je razlagala Ana, kako se je morala izučiti von lana, kot sem prej govorila, ta von bombaža, ki sem ga sama zaznavala v predinici, ki ga imam še vedno nekje v nosu. Kako je pač, ko je šla v skladišče, je šla kar za nosom, ker je vedela v bistvu že po vonju, katera tkanino prijeti. A vendar tudi tega ne gre romantizirati. Linijsko delo v linijskem delu so se številni dejansko naučili zgolj en del, recimo določen delovni postopek, ne pa šibanje v celoti. Kar je tudi marsikomu v bistvu nekaj alternativne možnosti za poslovanje pod industrializacijo omogočajo. Prav tako je specifična organizacija dela, kot sem že omenjala, rojevila invalide. V tekstilni industriji je bilo zelo veliko invalidnosti, predvsem med predicami in tkalkami. Povprečna starost invalidske upokojitve za ženskega 47, za moškega 49 let, s 25-letno dobo za moške in 22 za ženske.
Najbolj pogosto so bolezni gibala, duševne motnje, endokrine bolezni, bolezni mokrine in spoljev. Raziskava recimo invalidskih upokojitev med 60 in 80 leti je pokazala, da se na primer v tovarni Tekstil Indus v Kranju le 5,6% predic upokojilo z redno upokojitvijo. V Novotekstu pa nobene. V povprečju pa se je več kot polovica predic v starosti 29 let s 13-letno delovno dobo poiskala delo drugod. Večina sogovornice je v proizvodnji zaposlila zelo mlada. Telesno in osebnostno so se razvijale v stroju. Z leti so se vse bolj identificirale s tovarno, z okolico, s stroje, z delavkami. In te identifikacije z delom je, zato je bil potreben čas, do tega je prihajalo postopoma. Prav tako tudi napor, ki so ga delavke in delavci vložili v delo, je vso ustvarjal vrednost dela. Koliko energije vložiš, koliko nekega fizičnega napora, koliko razmišljanja, koliko izkušnje svetnosti, vse to dodaja neko dodatno vrednost delu, ki ga ustvarjaš. In vse to je sestavni del službe tovarničnega dela, povezan z občutjem zadovoljstva in neobrade, kar pomaga razumeti to identifikacijo delavk in delavcev z delom. Vse dokler delavci ne izgubijo dela. Potem pa izpadejo iz tega širšega družbenega sistema, iz vseh teh telesnih povezanosti, o katerih sem poskušala zdaj opozoriti, in v bistvu takrat počutijo vso to poškodovanost in pa obrabo. Kot poskušam pokazati in večkrat podarjam, da je tovarna bila tudi totalna družbena institucija, ki ni proizvajala zgolj dobrine, ampak predvsem številne družbene odnose in je zajela številne te procese menjave. Pri tem ne mislim zgolj menjavo delo za plačilo, temveč izmenjavo nekih spretnosti, znanj, izkušenj, energije in naporov, ki so jih ljudje vlagali v delo, v stroje, v odnose z drugimi ljudmi. Delo tovarne mora je bil za sogovornice več kot zgolj zaposlitev. To je bilo naše življenje, mi je v telefonskem pogovoru rekli Marijana. V prevladujoči paradigmi industrijske modernizacije, predvsem po samoupravnem socializmu, je tovarna v temelju strukturirala ritme življenja ljudi, ne zgolj delavk in delavcev, temveč tudi širše skupnosti. In tako nam v bistvu pomaga razumeti izjavo, zdaj, recimo Ane, ki je rekla, brez mure tudi ni nič, brez mure še mure ne bi tekla. To izjavo, ki je v bistvu prepričanje, da če mura odreka, nek naraven pojav ne bi mogel obstajati, v bistvu to veličino tovarne, kaj je pomenila. Tukaj sem vam pozabila pokazati čevar, ker sem hotela pokazati ravno to, kar sem rekla, to preciznost, natančnost, ta vtip, ki se ga bo treba naučiti, to aktivno angažiranje telesa v prostoru, prepoznavanje in pa odzivanje, ki ima neko vrednost v samem proizvodnem procesu, vendar v družbi znanja s formalnimi kvalifikacijami, je ta vrednost neprepoznana. Tudi te metafore, ki jih uporabljajo sogovornice, da mura je bila kvalitetna firma, to imaš v krvi, ali pa da kako smo dihali s tovarno, kako tovarna dejansko postane del tebe. Čeprav je šifraš, se ne pritožuješ, a dejansko s časom, z leti tega investiranja naporov, truda, energije, te povezav, ki pa jo je dejansko socialistična tovarna z vsemi temi dejavnostmi, s vsem tem oblikovanjem infrastrukture v bistvu krpila. In s tem bi pa zaključila. Upam, da nisem bila predolga, sem bila malo dalj, ko sem mislila. Nina, najlepša hvala za tole res zanimivo, res zanimivo predavanje. Očitno nadaljevanje v konzorciju predvidevam, da ne po počitnicah. Lepo prosim, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, mnenje, karkoli, Pa seveda, čestitke k knjigi tudi, absolutno, Ja, hvala. Res krasno delo,
Mene pa zanima, mogoče, če so v bistvu te pričevalci kdaj govorili tudi o tem, prej smo videli par slik muralisti, v bistvu te kampanje reklamne Murine v 80-ih letih so bile res topa na dej. Kakšen so imeli recimo oni, če so govorili kaj o tem, kakšen so imeli odnos o tem, v bistvu, da so v bistvu ustvarili en izdelka, da je potem videli v bistvu na televiziji to reklamo? Ja, prav v bistvu za same reklame niti ne, bolj to v bistvu, kako je bila njihova kvaliteta prepoznana v tujini. To, kot sem rekla, da to ni vse poznal, ne, kdo nima doma Murinega plašča, pač ne zgolj v Jugoslaviji, prav tudi izven Slovenije, ampak pač v Evropi in po svetu. Ampak že to, ko smo se tudi prej pogovarjali, da neka znana skupina, pevska skupina, pač naredi reklamo, to pač da neko prepoznanje. Takrat kaže to, kakšno vrednost je imela Mura v širšem družbenem prostoru. Tudi pregledovanje mladine, recimo konec 80-ih, začetku 90-ih let, Mura je v bistvu skozi reklamirana, ne vem, zadnji, prvi strani, tako da v bistvu to bilo res močno, ne? Ja. To je ta širša prepoznanost, ne, ta tudi znotraj Slovenije, ja. Jaz bi vam tudi čestitev za tole predavanje pa za knjigo. Ja, hvala. Hkrati všeč mi je bilo to, kar ste ločali, to neko nostalgijo do preteklega sistema, hkrati pa intimno navezanost na osebno in skupno projekcijo tistega kraja, tiste tovarne, kar je, rekel, sta verjetno dve stvari. Ampak hkrati se pa ves čas sprašujem, kako bi bilo, zdaj verjetno sploh ne moreš priti v tovarno pa delati take ankete, verjetno takih pogovorov. Ne vem, bi rekel, a ste razmišljali, da bi šli zdaj v eno tako proizvodno ali pa delovno, intenzivno v firmo, delovno intenzivno panogo in podobno vprašanja o pripadnosti v firmi, o ambiciji delovnega mesta, o kolektivni ambiciji. Ali bi bilo to sploh možno delati, ker to bi bila pa že verjetno poslovna skrivnost. Hočem reči, da so zdaj te pravice, osebnostne pravice, kapitalske pravice, lastniške pravice, so se tako spremenile, da verjetno bi imelo omejen dostop do take ankete zdaj recimo v neki firmi, ki zdaj obstaja. Ja, to recimo mi je razlagala zdravnica Metoda Dodič-Fikfak, ki je vodila to raziskavo o psihofizičnih posledicah prestrukturiranja v Muri na ljudi, potem, ko je šla Mura v stečaj, a dejansko je zajela tudi ljudi, ki so v anonimna, ne, anketa, ampak je zajela tudi ljudi, ki so v tovarni tudi ostali. Da so imeli veliko problem s pridobivanjem že naslovov pa imen. Že to, pa to, ko ste vi samo rekli, kako težko je proizvodno pridati. Zdaj bo mogoče fino, da povem, kako malo je potekalo moje delo, ker dejansko to je v bistvu plod številnih pogovorov. Naše delo večinoma preteka s polstrukturiranimi vprašanji, tako da v teh pripadnosti v bistvu prideš skozi neke druge pogovore. Te pogovore, ki jih imaš privat doma, največkrat, jaz sem pač dobila, v stik prišla z ljudmi preko Gostodine Pomurskega muzeja, preko sindikata, nekaj preko tega ravno zdravnice Metode Dodič-Fikfak in te raziskave. In potem preko teh ljudi so se odpirala neka nova poznavanja, a ja pa preko Alenke Kučan, ki je v Ljudski univerzi potem vodila tudi nekaj izobraževanja po stečaju. Nekatere sem poiskala v medijih, sem v bistvu imela zelo dobro odziv. Vsi, s katerimi sem jih direktno naslovila, so se mi odzvali. Medtem ko nekatere, ko sem pa preko drugih hotela priti v stik, pa niso želeli pogovor. Ampak tukaj z Muro, to je sicer pač malo druga tema, o kateri bom v konzorciju 4. novembra govorila, če je povezana z nekim šokom, močnim čustvom, tudi občutjem močne prevare, krivice, ki se mi zgodilo, hkrati močnega sramu. Tako da to je pač to doživljanje samega konca in pa deindustrializacije. Sem pa recimo se leta 2004 lahko zaposlila v proizvodni predelici litija. Sem šla do direktorja, ki sem ga poznala, ker sem leta 1999-2000 se zaposlila v Tehničkem muzeju Slovenije na tekstilnem modelku in takrat sem začela prihajati v stik, takrat so prvi
večje tekstilne tovarne popadale, MTT je šel v stečaj, recimo takrat so nas sklicali, da če hočemo priti v tovarno pa prevzeti stare stroje. No, takrat sem se začela prvič vstopiti v te industrijske hale in se zanimati v te prazne naprej. Ampak z direktorjem smo imeli kar neko dobro sodelovanje že vzpostavljeno od tistega časa, se pravi direktorjem predilnice Litija, in nam so bili kar pripravljeni, zelo prijazni pripravljeni v sodelovanje, da sem rekla, da v bistvu nekaj, kar ljudje pripovedujejo, zanima me pa, kako v bistvu dejansko delo zgleda, kako doživljajo te organizacije v proizvodnji in kako se spominjajo socializma, bi rada videla tudi na samem delu in mi je čisto mogoče, da sem se za kratek čas tudi tam zaposlila. Ampak tam, ko sem delala, da sem se zaposlila dejansko, če ni bilo mogoče nekaj niti polstrukturirane intervjuje delati, ker tudi noben nima časa za to. Bolje bilo v bistvu spremljanje dela, tudi sem imela to svojo izkušnjo, ker je bilo super. Marsikatero delo sem šele razumela, ker meni so delo, kako sem rekla, ker tukaj gre za izkustveno praktično znanje, ki ni verbalno artikulirano. In to je pomenilo, da so moji intervjuji polni takole mahan z rokami, pa to gre tako, pa to gre tako. In v bistvu si ne znaš predstavljati, dokler nisi dejansko tam. Potem sem tako spoznala tudi nove ljudi, pa sem se z njimi zmenila v prostem času, da sem prišla k njim na pogovor. Ampak takrat mi je bilo dovoljeno, pač slikati, tudi objaviti. Nikoli nisem zvedela odziva dejansko od njih, tudi direktor je potem zbolel in je umrl. Pokupili so nekaj knjig, ne vem, kako so bili, nikoli nisem imela tudi neka druga pričakovanja, se mi zdi od mene. Vsak ima neko določeno pričakovanje, to je potem tudi problem, ko se zaposliš zaradi v bistvu same raziskave. Sem pa potem recimo hotela dosti pred kratkim priti v Alpino, ker Alpina je imela tudi ta vodenja po proizvodnji, ampak tudi tam so se neke menjave dogajale in nisem mogla priti v stik z njimi, ampak potem je bila tudi korona in nisem niti vztrajala naprej, ker recimo Miha Naglič in Žirin je zelo veliko prepovedoval umori v Alpini in tako zelo zauzet kronist, se mi zdi, da bi mogoče tudi pri tem lahko celo kakšen korak naprej se zgodil. Ampak vi ste se zaposlili kot antropologinja v predilnici Litija. Ja. Financirani tovarni? Ne, nisem. Jaz sem pa takrat mlada raziskovalka, sem delala zastonj. In to je bilo v bistvu tudi številnim mojim sodelavkam se to ni zdel prav. In so se tudi takrat pritožili, ti smo našli v majstru, da če se moram biti tudi plačana, kaj dejansko to delam. Ampak nisem bila plačana tako, da sem to delala. Jaz sem tudi to vsem povedala, da sem prišla tja kot raziskovalka in to ni jih toliko, recimo, to mi je bilo zanimivo, da ni bilo nekih blaznih odzivov na to, so bili tudi navajeni, da so ljudje prihajali predvsem iz tekstilne tehnologije z fakultete, so prihajali v bistvu v proizvodno delati. Recimo takrat se mi zdi, da najprej me je zaznamovalo to, da sem prihajala z Ljubljane. Predilnica Litija, recimo 30 km stran od Ljubljane, ampak to se mi zdi tako, iz Ljubljane se može s Ljubljanček, ne pa... Zato pa pravim, da so imeli različni ljudje v predilnici, različne poglede, predpostavke, kaj bom dokazala pa raziskala, kot tudi verjetno interese. Bi bilo zanimivo pač videti, kakšen je bil razkorak potem med tistim, kar je vam prišlo. A ste rekli, da je še delujoča delovanja? Ja, predilnica Litija se je v bistvu našla neko tržno nišo in se je, oni izdelujejo nit, to se pravi, nit je njihov končni izdelek, ampak so se zelo usmerili v pohištveno avtomobilsko industrijo, tudi v medicinske pripomočke, skratka ne tudi za modo. Moda je problem, oziroma tekstilna, oblečilna industrija je največji problem, ker velja za delovno intenzivno panogo, ker pač je vedno vprašanje stroška dela. Ne glede na to, da razrez, recimo Klinklovs KPM je objavil razrez stroškov za izdelavo ene majice v Bangladešu leta 2009, kjer kaže, da je 1% v bistvu gre v stroške dela. 25% v oglaševanje, 50% v trgovino in pa v transport. Še to je mene zanimalo, odkot je Mura dobivala surovino oziroma tekstil, verjetno bombaža, niso kupovali, plus tam so največ izvažali.
Ja, to je dobro vprašanje. Dejansko surovinami ne vem. Ne vem, iz kje se je dobili, ampak to je zelo dobro vprašanje. Tudi v različnem obdobju, verjetno različno. Ja. Izvažali so pa recimo v 70 letih pravim so začeli v bistvu začeli se zelo usmerjati v izvoz, zelo veliko je bilo sodelovanja z Zvezno republiko Nemčijo. Potem se je pa v bistvu to širilo, tako po Evropi, kot v bistvu tudi izven Evrope. Recimo sodelovanje so pa tudi z Egiptom, tudi iz Egipta so prihajale neke delavke in uslužbenke se učiti ta center, kot sem rekla, da obstaja ta center, ki se je imenoval Center za vzgojo kadrov, kjer so se naučili nekih osnov za določene delovne postopke, so recimo prihajali se tudi izobraževati, ker je bila želja, da bi tudi potem tam vzpostavili neko tako industrijo. Potem pa že v 80 letih, predvsem pa v 90 letih je Mura začela delati zelo veliko dodelavne posle. Dodelavne je bilo veliko šivala za bosa. Dodelavni posli so bili problem. Ne glede na to, da so v enem obdobju reševali Muro, da je dejansko lahko preživela, ker je to 90 leta so bili za predelovalno industrijo zelo težavna. In kot kažejo ekonomske in zgodovinske raziskave, dejansko so bili pač direktorji pa tovarne zelo prepuščeni sami sebi. Ekonomska politika je bila tako naklonjena, so mogli po zelo hitrem času se močno prestrukturirati in v bistvu potem s približevanjem Evropske unije so se pač močno borili s konkurenčnostjo. Te dodelavni posli pa so iztiskali z nizko ceno in pa v bistvu sami niso mogli svojo blagovno znamko nastopati na tistih tržiščih, kjer so nastopale te blagovne znamke. Združene države Amerike, na primer, so to poudarjali v Franciji, v Avstriji, v Italiji. Ampak to iz kje je blago prihajalo, Če je bombaž, mislim, da to je vse bolj proti vzhodu, se pa se tudi vsa ta tekstilna industrija selila na Balkane republike oziroma za Turčijo v Azijo. Ja, pa Indija. Ja, Indija, Bangladeš. Ja. Koliko so živali, recimo, tovarna so, kaj so nečistine napravljene? Ja, ne, seveda, recimo, pa so tudi bolenja njih, recimo ne samo z barvili, ampak recimo tudi s formaldehidom. Sploh z eno, ko smo se pogovarjala, so špricali tkanine s formaldehidom, ker naj bi bilo, tudi v bistvu nisem preverjala, ampak naj bi bilo proti moljem, potem pa naj bi prišel vseen, ne vem sicer kdaj, dosti tik pred stečajem očitno, nek befel, da naj začnejo dimiti tkanine. Ampak sem se pogovarjala z gospo, ki je izgubila glas pred stikati s formaldehidom. Na televiziji sem pa videla v bistvu gospo, ki je imela krvaveče roke in pa ramena. In pač rekla, da je več ljudem tako ob stiku s formaldehidom, pač se je tako pokazalo s krvavenjem. Tako da industrija ima to umazano plat zgodbe. Zdaj ravno to, ko s poškodbami, obolenji, zato, ko sem rekla, kako se je ta medicina dela profesionalizirala, v 60-70 letih se začne več govoriti o teh zastrupitvah s kemičnimi ali pa z biološkimi, ko povzročajo ti dejavniki. Problem v tekstilni industriji je bil ne glede na to, kot sem rekla, formaldehid in nekaj drugega, ampak je bil to repetitivno delo, ta hud tempo in pa te mišično-skeletne degeneracije. Bi bilo pa dobro, to vprašanje samega onesnaževanja okolja in koliko v bistvu so skrbeli za to. Nisem tega raziskala, bo pa zanimivo za naprej. Samo še jaz bi nekaj, no. Vi ste tudi prej rekla, ne, to, kako ta čustva v bistvu, ne, da tako kot si ločila, dejansko, da niso povezana z neko nostalgijo, pa to, ne, po nekem sistemu prej in tako, ker jaz sem to v tvoji knjigi v končni fazi tudi zasledila, da se je to isto tudi pri General Motorsu v bistvu pojavila, ne, tudi sodelavci gleda na to kot na našo tovarno in isto, ne, čisto na drugem sistemu, no, pardon. Jaz sem bila v bistvu, ko leta 2010 sem bila nekaj čas v Ameriki in sem
gledala ravno ta film, ki so ga posneli v bistvu zadnji mesec, se mi zdi, so ga snemali, tukaj je tudi zanimivo, kako so to snemali, so ga snemali pogovor z delavci, ko se je tovarna zapirala, ko je zapirala svojo podružnico v Daytonu. In te pogovor z delavci seveda so bili ali v avtomobilih, ali v pubih, ali na parkirišču, ker noter nista mogla iti ta dva, ki ste film posnela, so pa delavci tudi marsikaj na skrivaj z mobiteli snemali. Snemali so proizvodne procese in snemali so v bistvu izdelavo zadnjega avtomobila in v bistvu to čustveno nabiti trenutki te izdelave zadnjega avtomobila. In v bistvu sem bila presenečena, kako so bila This is our plant. To je v bistvu, tukaj je bila naša fabrika. In se v bistvu so absolutno, je težko primerjati, mislim, tukaj je bila čisto neka druga tradicija, vse je bilo drugačno okolje, ki še bolj poudarjalo to, tudi ideološko povzdigovalo industrijsko in pa proizvodno delavstvo, v bistvu neko družbeno vrednost večjo dajalo. Dejansko je bilo veliko več naporov in do teh materialnih praks se je rojevalo v tej gradnji lokalne infrastrukture, ampak tudi v Združenih državah Amerike so v 70 letih so začele že propadati, ampak to so bile velike industrije, ki pač so vzpostavljale celo lokalno infrastrukturo, tako v bistvu propad tovarne in v bistvu pomenilo ghosta. To je v bistvu cela mesta, ker to cele restauracije so šle, tukaj je bilo drugačno, tukaj je tovarna dejansko vzpostavljala. Delavci so imeli še večji občutek, kako so oni bili del tega vzpostavljanja. Ampak tudi v Združenih državah Amerike je v bistvu to pomenilo propad celotne lokalne infrastrukture. In v bistvu jaz se ravno pri teh, kako s temi občutki izgube in kako bi bilo treba v prostoru artikulirati, kar družba naša ni naredila v letu 2000 in po letu danes tega ne dela, se ne ukvarja, da ljudi morajo naprej se pobrati, pač je to korak s časom se prestrukturirati, različne te delavnice se napolniti s temi mehkimi veščinami in se začeti tržiti na trgu dela. Dejansko pa, recimo, se tukaj v knjigi sklicujem na psihoanalitika in pa aplikativnega antropologa Howarda Steina, ki se je ukvarjal z izkušnjami železarjev v konci 70. in 80. let v Združenih državah Amerike in njega je ravno to zanimalo, kaj se dogaja z ljudmi, ko sami v bistvu na svoje lasti počutijo razvrednotenje industrijskega dela, njihovega dela, dela njihovih predhodnikov. In kako pač on se je zavzel za to, da je treba vzgodbati te izkušnje, da morajo iti z ljudi ven, da jih morajo se učiti verbalno artikulirati, da je treba vzpostavljati prostor in ljudem dajati orodje, ker drugač v bistvu se ljudje zaprejo, tako kot se je pri nas hodilo. In v bistvu se to v neko simptomatiko telesno zaprejo. Pri nas je bilo to čistovanje, to kot v bistvu trdim, to se mi zdi, da je ena izmed osrednjih tes, ki se mi zdi pomembno v tem govoriti, je to, da se je to zaprlo kot za nek intimni svet ljudi. In skrati da je to znak neke neprilagodljivosti, popolnoma napačno branje. In namesto, da bi se odpirali prostor, da bi se zgodbljali ravno te izkušnje, te krivice, se je to poskušalo zapreti pa s tem, kar sami doma porihtite, pa pridite, pa ustvarjate neke nove zgodbe. In to se še danes dela, še naprej, ta prestrukturiranje, način tudi, kako se dogaja, način, kaj se dogaja z ljudmi, ki so naenkrat poznani kot odvečni, ko se recimo o tem govori, kako iz gospodarskega subjekta so se spremenili na socialni problem. Kaj to pomeni? Mi, kot ena sogovornica je izrekla, da so imeli občutek, da so vsem odveč, postali so smeti, tudi sami so to rekli, kako so se počutili, da so kot smeti, kot zadnji smet, kot umazana cunja, kot to, da bi država najraje videla, da bi jih pri vratarju počakala žara, da ne bi imeli probleme z njimi. Sam problem so povzročali. Kaj to pomeni, ko človek na lastni koži to doživlja, to degradacijo? Ta degradacija je bila občutena kot degradacija njih kot oseb. Ker ni povezano z nobenim režimom, sistemom, dejansko niča. Ne, seveda, da ne. To je uviralo v bistvu ravno ta asociativna povezava, te prevladujoče družbene predstave, ki so industrijsko delavstvo vezale na socializem, na kolektivni socialistični subjekt. Mogoče vam je še eno vprašanje, ste vi ki raziskovali to pot propada, te vzroke? Za Muro, ja, recimo, lahko zdaj, ki je bilo največ govora o Muri, ali pa... Ja, Mura,
hočem reči, te delavci verjetno niso nič krivi pri... Ne, tudi posvetim eno poglavje v bistvu krivdi in tem različnim pripovedim o krivdi, čeprav kot poudarjam, ni moj namen iskanje krivce. Mura ima eno specifično zgodbo, ker se je dejansko država kot delna lastnica preko soda se je zelo upletla v tako imenovane reševanje mnogih problemov leta 2009. In v bistvu bi bilo to vprašanje tudi za nekega raziskovalnega novinarja, da bi to naprej raziskoval, pač jaz sem hotela vse te pripovedi o krivdi pripeljati nekako v javni prostor. Zdaj, ne glede na to, da večina mojih sogovornikov pač krivi tudi konkretni dogodki in konkretne ljudi, je bilo dejansko največ razočarano usmerjeno v državo. To niti ni tako specifično za Muro, to je tudi pri drugem industrijskem delavstvu. To, da je država to zapustila, to, kar smo brali v številnih menedžerskih izčrpavanjih in o tem, kako niso ljudem izplačevali plače. Pri Murenem primeru sicer ni bilo tako, je pa Mura aprila, stečaj je šla oktobra, aprila je reorganizirala, dokončno izvedla neko reorganizacijo, ki bo sestavni del prestrukturiranja, čemu se je zavezala že leta 2002, ko je dobila 10 milijonsko, ko je dobila neko državno pomoč finančno. Ampak aprila je prerazporedila 1900 delavk in delavcev, ki so bili prerazporejene v hčerinske firme, ki niso imeli nobenega kapitala. In v bistvu potem, ko je šla Mura v stečaj, oni niso bili upravičeni do odpravnine. In to zgodba je prišla tudi na sodišče in dejansko je pač ni se dali nič v bistvu teh pravnih postopkih narediti. Vprašanje pa je bilo, kaj je bilo v glavah takrat različnih ljudi. Zdaj, vodstvo in sindikat se je do konca zavzelo, da Mura ne gre v stečaj, zato ker ni finančno insolventna, ampak se je zavzelo za dokapitalizacijo. Država je najprej imela več različnih scenarijev, iskala tudi investitorje, ampak poletje je že zelo izkazali, da se država zavzema za stečaj in za preoblikovanje tako imenovanega zdravega jedra v novo podjetje. Problem je bil tudi to, ker je šlo matično podjetje, zdaj tudi to nisem preverjala, ali je šlo dejansko po nekaj, nisem najdela tega dokumenta, v kolikem času prej, ampak dejansko šlo prej v stečaj kot hčerinske firme in se v bistvu niso mogli ljudi iz hčerinskih firm prenesti na matično podjetje. Zdaj, v kakšni meri je to namerno dejanje konkretnih ljudi, se mi zdi pač, da je pač potrebno nadaljne raziskave. Dejansko pač imajo neko zgodbo, mislim, dejansko ima nek temelj, to prepričanje ljudi, da so bili prevarani. In recimo ena izmed svojih sogovornic je dobila dokument, na katerem je pisal, da je Mura dolguje 14 000 evrov odpravnine, do katerih ni bila upravičena. Za prepričanje številnih je Mura šla v stečaj, da je bila to politična odločitev. Tako da tukaj sta v bistvu na državo še bolj vežen do ta občutek, ki je država prevarjala. Hkrati pa to, kako jih je država lahko tako pustila na cedilu. Kar je povezano tudi pač s neko idejo, da država jim je vzela celotno dostojanstvo. A direktori so dobili odpravnine? Na tisti firmi, na teh firmah... Ne v Želinski, ampak v Muri. Ne, se v Muri so tudi drugi dobili odpravnine, probleme v veliko, ko so pač mogli počakati, dokler se stečajni postopki pač niso iztekali. Probleme so v teh hčerinskih firmah. V hčerinskih firmah ničče ni dobil. So bili navodeni treh delavci, ki so pač šivali? Ne, tudi druge delovne mesta, različna delovna mesta, pri povedovanju nekaterih naj bi šli najboljši. To je bil sestavni del prestrukturiranja, ker ta ideja danes je, da mora biti vsako podjetje pač agilno, vitko, pač, da je zelo mehno, z mehnim številom zaposlenih in se hitro lahko odziva na neke kako se reče, tržne niše in da naredi kakšno izdelek ali pa storitev od A do Ž. Če neka druga dolitev, kakor je bila prej, ko sem razlagala po njimi. In ekonomisti in številni kritiki so Muri očitali, da ni izvedla tega prestrukturiranja.
prestrukturiranja v zadosti meri in to je bil v bistvu sestavni del prestrukturiranja, ki je bil planiran tudi že naprej. Zdaj, zakaj na takšen način potekel in kaj so takrat mislili marca in aprila, ko se je to dogajalo, pač je vprašanje. Recimo, Borut Soklič, en izmed stečajnih upraviteljev, ki je bil odvetnik najprej teh ljudi, ki v tožbi za odpravnine, ki so pač potem izgubili oziroma so se omaknili. On je v nekih izjavah tudi v javnosti podal kritiko, da kako država v bistvu je že takrat nekako s figo v žepu hodila in da so vedeli, kaj se bo zgodilo oziroma kaj vsi se povede, kaj se lahko zgodilo. Je pa recimo ekonomisti so v javnosti že prej, veliko prej, v bistvu vse od leta 2002 naprej je ta kritika, da se mora prepočasno prestrukturirati, da je že vedno prevelika, da je preveliko število ljudi, da ne razvije svojo blagovno znamko, da je preveč odvisna od dodelavnih poslov. Prav tako se krivdo pripisali tudi pri majhnem angažmaju lastnikov. Največji nacionalni tale NFD, kar je dejansko problem je bil v bistvu, ker je Mura imela tudi zelo veliko, pač nekaj je to, ker je bila država, nekaj je bila ta, sedaj ne moram spomniti, nacionalni finančni holding, nacionalna finančna družba, nekaj so bili pa v bistvu Murini menedžeri, Murini zaposleni in pa majhni delničari. Te certifikatne lastniki, kako že zato? Ja, ampak potem je tudi prihajalo do odkupa teh delnic znotraj, tako da vprašanje je zdaj, recimo tudi v drugih firmah je prihajalo do odkupa, veliki so tudi menedžeri kupovali in v bistvu pač na tak način je prihajalo do menedžerskih prevzemov. Marsikje pa recimo tudi to, zdaj dobro ali ne dobro, recimo tudi v predilnici biti je prihajalo do v bistvu teh odkupov. Delavci so prodajali, tudi pač odnos do teh delnic, vprašanje zdaj, kakšen bo v različnih obdobjih, tudi pač to ni bila zdaj pripadnost tovarne. To ni zamenjala pripadnost tovarne, zdaj delničarstvo. Ampak ja, to sem pa reči, da ekonomisti so predvsem pa te poslovne odločitve krivili. Tako da ja, to v bistvu zato, ker je toliko močno, te pripovedi in doživljanju krivde različnih, ker je pripisana različnim dejavnikom, različnim ljudem, tako močno zaznamovalo doživljanje ljudi, da sem tudi to vključila. Hvala še enkrat. Ja, hvala vam. Krasno. Hvala za udeležbo. Pridite